Svet pestijo vprašanja in dileme. Na nas, pravih reporterjih, pa je, da se izza toplega šanka odpravimo na teren in za vas poslušamo misli z ulice. Ljudje, tako kot vi in ja, no, morda ne ravno jaz, ki sem na vse zadnje že pred 20 leti iz terena poročal o hudih spopadih med Katancem in Zahovičem, a ljudje kot ste vi, imajo ponovadi zelo jasno izdelana stališča o večini svetovnih vprašanj. Na meni, reporterju s kilometrino kolesa Jaše Jenulla, pa je, da izvem in vam povem, kaj se plete po glavah neznancev, s katerimi si delite mesto. Vzemimo recimo vojno v Ukrajini. Bi morali oboroževati Ukrajince ali pa morda bolj diplomatsko pristopiti k problemu? Čas je, da izvemo, kaj si o tem misli ulica. Gospod, a lahko sem na hitro vprašal Kot vidimo, je gospod jasno izrazil svoje mnenje. Meni namreč, da je čas za umik. A lahko samo eno vprašanje, prosim, če. Nadvse zgovoren podatek. Več kot očitno je, da se je gospoda tematika vojne globoko dotaknila, saj je ostal brez besed. Gospod, kaj vi mislite? Ne. Dobro ste ga slišali. Ulica je diplomaciji rekla odločni ne. Hej, živijo, a bi te lahko sam nekaj vprašal? A kdo je to, kje ste dobili to številko? Jaz sem Demi. Samo eno hitro vprašanje. Ljudi zanima kdo. Ljudi zanimajo številke. Ne želijo kar nas slepo pošiljati orožja. Kaj pa oboroževanje pri nas? Bi morali povečati proračun Slovenske vojske? Kaj si mislijo ljudje? Gospa si misli, da bi bilo smiselno nabaviti novo opremo. Saj da avtomatska puška zastava M70 AB2 enostavno ne parira nemškim Heckler & Koch HK416 s patentiranim plinskim sprožilcem, kaj šele z rusko AK308 z 39 mm kalibrom in recoil kompenzatorjem. Kar pa se tiče oklepnih vozil pa... Ej, Demi, pa se gospa ni sploh nič rekla, no. Dobro, Željko, pa je rubrika besede z ulice ali misli z ulice? Misli, Željko, misli. Blodnja osamljenega reporterja ali pravi odmev zavesti mesta? Odločitev je vaša. On je Demimir Terenski in za vas posluša misli z ulice. Eja, ti si že subscriber. Ja, valjda, kdo pa še ni? Jele ga. Ja pa kaj čakaš, človek? Zresni se vendar!